Odlično pripravljena razstava Okno v svet ob 30-letnici Folkarta ni le pokazateljica nekih večerov, ampak predstavitev bogate zgodovine organiziranja velikega mednarodnega folklornega festivala, ki v Maribor privablja atraktivne folklorne skupine iz vsega sveta. Zahtevnost razstave pa terja tudi temeljito pripravo. Taka razstava se pripravlja že kakšno leto prej. V bistvu smo že pripravljali jo, ko smo zbirali gradivo za prejšnjo 25 festivala Lent. Potrebna je bila temeljita raziskava, tudi med časopisnimi članki, fotografijami, videoposnetki. In potem smo neko selekcijo tega gradiva naredili in jo predstavili na razstavi. Med folklornimi plesi najdemo tudi take, ki so svetovno znani, kot na primer argentinski tango, pa tudi atraktivne plese Maorov iz Nove Zelandije, Burjatov mongolskih korenin, Argentincev, Kubancev, Šrilančanov, Afričanov, Filipincev, Južnoafričanov iz Svazilanda ter mnogih drugih. To so ljudski plesi. Maribor v tem času postane stičišče kulturne raznolikosti. Mariborčanom smo predstavili skoraj cel svet. Gostili smo več kot 266 skupin iz vsega sveta, delček pa jih je predstavljenih na tej razstavi. Izredno zanimiva je tudi sama postavitev razstavljenih fotografij. Postavili smo časovnico s fotografijami skupin. Časovnica pa je vzeta iz koreografije Bele krajine, ko se plesalci držijo za roke in v bistvu vlečejo kačo v polža. Fotografije so razvrščene od 1989, od prvega folkarta in se končajo pri lanskem folkartu. Predstavljene pa nimate samo tuje skupine, ampak tudi svojo. Seveda, to so pridni in marljivi člani akademske folklorne skupine Študent, ki so tudi organizatorji folkarta, opravljajo tudi delo vodičev in so hkrati tudi nastopajoči. Vidimo jih na otvoritvenem in zaključnem nastopu. V Minoritski cerkvi, ki je edinstven razstavni prostor, je pričujoča razstava v dveh delih. V osrednjem prostoru so fotografije z minulih festivalov in plakati, v kleti pa so razstavljeni dragoceni kostumi akademske folklorne skupine Študent s plesov, ki so jih uprizorili na odru folkarta. Neke postavitve so takšne, ki nam predstavijo tudi revni in bogati sloj in prepire med njimi, in to so res zanimive postavitve. Izpostavila bi tudi Vlaško nošo, ki odkar smo v samostojni Sloveniji se ne pleše več. Te plese pa so nam uprizorili prvi organizatorji folkarta. Predstavljena sta tudi kostuma Zilje in Rezje, ki nista več v Sloveniji, ampak se tam tudi še vedno ohranja slovensko ljudsko izročilo. V kleti so zajeli tudi mejnike folkarta, njegove začetke, zanimivosti, ki jih plesalci doživijo, ko pridejo v naše mesto. Dokumentirano pa imajo tudi dogajanje iz leta osamosvajanja Slovenije v času, ko se je odvijal tretji folkart. Leta 1991, ko je bil tretji folkart, Takrat so imeli organizatorji res zahtevno nalogo, že tako so bile razmere res zahtevne in otvoritvena slovesnost folkarta je sovpadala z proslavo ob osamosvojitvi in potem pa, ko se je začela vojna, so imeli organizatorji težave vrniti folkloriste v svoje države. Časovno in vsebinsko izredno dodelano razstavo si lahko ogledate do konca festivala Lent do 30. junija v Minoritski cerkvi. Upamo pa, da jo bodo kasneje predstavili še kje.